Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Številna podjetja se v zadnjih letih soočajo z menjavo generacij. Poslovneži, ki so ustanavljali podjetja ob koncu 80-ih let, počasi spreminjajo svoj status in se selijo med upokojence. Na krmila podjetij pa prihajajo novi mladi kadri. To velja tudi za poslovno skupino Siapro, ki jo v vlogi direktorja vse od leta 1993 do nedavnega vodil Franci Jezeršek, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Gospod Jezeršek, povejte nam, ste težko sprejeli to odločitev, da prenehate s funkcijo direktorja? Ne, niti najmanj. To odločitev smo planirali že nekaj časa in smo se že zadnje 3 leta pripravljali na to potezo in prišel je dan, ko se je to zgodilo. Poslovna pot vašega podjetja, takrat pod imenom J-Engineering, d.o.o., sega v leto 1993. Takrat je bilo ustanovljeno. Res je. To podjetje je bilo ustanovljeno kot podjetje zraven redne službe. Prva sva bila zaposlena oziroma je bil zaposlen samo brat. In to podjetje se je potem razvijalo naprej do današnje situacije in položaja v svetu na trgu. Preden ste začeli s tem podjetjem, ste, mislim, da 2 desetletji skoraj delali na ETI. V kakšnih funkcijah? Na ETI sem naredil, mi rečemo temu, univerzo po nemškem principu. Veste vsi, da je ETA bila ena izmed prvih, oziroma če ne prvo podjetje, v katerega je vstopil tudi kapital. In mi smo takrat začeli po postopku, kakor je v Nemčiji navaden. Začeli smo od navadnega tehnologa v orodjarni, pripravnika, napredovali do vodja strojev in naprav oddelka in nato kot vodja vzdrževanja na oddelku livarne. To smo delali več kot 20 let. Pa vendar, potem je prevladala ta vaša podjetniška žilica, pravzaprav, da greste na svoje. Je bilo to pogumno dejanje? Ne vem, z današnjega vidika, če gledam, je bilo prepozno. Če gledam z takratnega vidika, je bilo dobro, ker si se naučil veliko res pravih podjetniških prijemov in kalkulacija stroškov, ker je osnova nekega podjetništva. Ampak, ko si predolgo časa v nekem okolju, se začnejo, če imaš neke nove izzive, začne malo pojavljati dolgo časa oziroma enoličnost na delovnem mestu. In tako so prišli tisti trenutki, ko se je bilo treba nekaj odločiti. In to je bilo leta 2000, ko smo se potem res odločili, da gremo naprej in 2005 intenzivno začeli razvijati in zaposlovati v podjetju J-Engineering še takrat. Od nekdaj pa vas je zanimala energija vode, hidroelektrarne. Od kje je to zanimanje pravzaprav? Ja, to je že iz osnovne šole. Imeli smo enega moža v vasi, kjer sem se rodil, ki se je stalno ukvarjal s temi mlinčki na vodo in potem se je to preneslo nekako naprej. In leta 1982 že smo nekako naredili prvo elektrarno pri Močniku v Gorjah, kjer smo se začeli učiti te pionirske korake in potem je pa zadeva začela intenzivno se razvijati naprej. Leta 2005 ste program vašega podjetja razširili tudi na področje livarstva. Za katere proizvode? Ja, v službi v ETI Cerkno sem seveda delal kot vodja vzdrževanja v livarni, kjer smo tudi pridobili znanje strani livarstva. 2005, ko smo pa svoje podjetje začeli, smo pa videli, da je na trgu predvsem pomanjkanje pravih inženiring rešitev. In se pravi, vsaka stranka oziroma vsak investitor hoče imeti rešitev v celoti, na ključ, ne samo nek del nekega stroja ali opreme. In tle smo se začeli ukvarjati z livarsko opremo, ki je vsebovala v glavnem vse od, da rečemo, od ADŽ, v bistvu tudi projekti od Greenfielda naprej realizirani. V to sodi tudi področje jeklarstva in področje fine obdelave površin. Drži. Področje jeklarstva je posebno področje zanimivo. V jeklarni ni vojna tajna Jesenice. Smo razvili poseben nov postopek, kjer smo vso kemijo za izdelavo kovinskih trakov izločili in vse
postopke preuredili na mehanski način. Se pravi, okolje in energija je to tisto, kar je nas je vodilo, in v Acroniju smo naredili ekološko čist projekt, s katerim zdaj intenzivno tudi delajo na izdelavi jeklenih trakov. Je to vaše sodelovanje v jeklarni kaj pripomoglo k temu tudi, da ste postali zanimivi za tuje vlagatelje? Leta 2007 namreč ste dobili novega solastnika iz Nizozemske. Kaj je šlo to za vložek, kapitalski? To je z lastniki iz Nizozemske, to je bilo prej. Takrat, ko je podjetje začelo naglo rast, 2005, seveda, ko naglo rasteš, ti primanjkuje kapitala, primanjkuje ti trga, primanjkuje ti marketinga. In tle se nam je dolgoletni partner zdel primeren in smo ga sprejeli v svoje podjetje in je prišel kot 14% lastnik v podjetje. 76% ste zadržali v slovenski lasti. Stalno, do nekaj časa nazaj. Zanimivo je tudi, da ste desetletja zatem že naredili korak v tujino. V Avstriji ste ustanovili podjetje z imenom Siapro Hydropower. Da, to se je pokazalo predvsem v letih 2017-2018, ko se je začela intenzivno povečevati prodaja malih elektrarn in nismo bili več dovolj fleksibilni na svetovnem trgu, in tam nam je uspelo dobiti enega dobrega sodelavca, ki je včasih delal v Siemens hidroenergiji, in s tem smo ustanovili skupno podjetje na Dunaju. In tako smo preko Dunaja lažje prispeli na druge trge, da tako kažem, v svetu. Je včasih biti podjetje iz Slovenije ovira pri teh prodorih? Ne. Ni. Če imaš dovolj znanja, poguma, predvsem pa vztrajnosti in volje. Preteklo leto ste tudi na Hrvaškem kupili podjetje. Tam imate sedaj v glavnem proizvodnjo, ne? Da, večina proizvodnje zdaj se realizira na Hrvaškem, to je v Križevcih. Tom podjetjem sodelujemo že dalj časa. Bivši lastnik je moje starosti, nažalost je pred 4-5 leti umrl in sta bila potem dva sinova, ki pa nista bila pripravljena prevzeti vodenje tega podjetja v celoti, in tako smo se lansko leto odločili, da kupimo 76% delež tega podjetja. Niste kupili samo delež, ampak ste dobili tudi zemljišča, tovarno in vse. Tudi ljudi, ne? In ljudi. In znanje. In znanje. 70 zaposlenih, ne, 60. 48 zaposlenih stalno in še približno 10 do 15 zunanjih sodelavcev na Hrvaškem. Danes celotna skupina Siapro zaposluje, mislim, da okrog 70. 70 do 80. To je odgovornost. Ja, še kar. Vsak mesec hočejo, oziroma je pravilno, da ljudje imajo plače. Zadnjih 30 let, oziroma odkar je to podjetje, so jih imeli vsak dan točno, in tako tudi skrbimo v bodoče. Področje delovanja ste v tem obdobju razširili, najbrž v skladu s povpraševanjem na trgu. Da, z podjetjem na Hrvaškem smo pridobili predvsem še področje tržišča transportne tehnologije, transportni trakovi, drobilci in podobne zadeve. S tem ustrezno smo tudi povečali realizacijo celotne grupe. Podjetje na Hrvaškem letno realizira, letos bo imelo realizacijo okrog 4,5 milijona evrov. Realizacija celotne skupine pa gre kje v 9? Bo pa letos nekje okrog 9 do 11 milijonov evrov. V finančnem smislu dosegate zelo dobre bonitetne ocene. Ja, zadnje 4 leta smo po Dun & Bradstreet dobili vsa 4 leta platinasto odličnost, kar pomeni, da vse obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in ostalih poravnavamo pred rokom ali v roku in da imamo ustrezne poslovne rezultate. Vrniva se nazaj na iztočnico tega pogovora, to je menjavo lastništva, menjavo poslovodstva. Franc Jezeršek in Marjan Platiše se umikata iz lastniške strukture. Tako se je glasila novica, ki je pred dnevi zaokrožila po medijih. Dva lastnika, partnerstvo. Včasih se je reklo, da v Španoviji ni prav dobro poslovati. Vaš primer je drugačen. Ja, z Marjanom se poznava že od zmeraj, bom rekel, od mladih let. In nekako sva bila dober tandem. Jaz sem bolj operativec in tehnik,
On ima pa več vztrajnosti v papirologiji, kakor jo imam jaz. Je bilo kaj ponudb, povpraševanja iz tujine za odkup celotnega podjetja? Včasih se zgodi, da konkurenca kupi koga, ne? Ja, to smo imeli kar nekaj ponudb, bilo jih je več, tudi za boljšo ceno, kot smo zdaj na koncu se dogovorili, ampak denar ni vse. In s tem namenom nekako je bila želja, da podjetje naprej deluje, da se razvija. Je ena, bom rekel, zadeva, ki nama, meni in Marjanu ni preveč všeč, ker naši potomci niso bili pripravljeni prevzeti podjetje, tako da smo se odločili, da podjetje vseeno damo, da ga prevzamejo notranji zaposleni v podjetju. Ta model notranjega prevzema je pravzaprav zanimiv, ne? Ker ohranja vsem zaposlenim delovna mesta in jim daje nove priložnosti. Točno tako. Je pa seveda, tle verjetno bi morala država kar nekaj narediti na tem področju, ker tako podjetje, kakor je našo, kjer smo prišli, bil prvotni lastniki do faze upokojitve, verjetno jih je kar nekaj. In tle strani države je potrebno verjetno marsikaj zregulirati z ustreznimi predpisi, da bi do takega lastništva raje prišli notranji lastniki in mladi rod. Prevzem strani zunanjih investitorjev se nemalokrat konča slabo, ne? Ja, če bi mi smo imeli kar nekaj ponudb, verjetno bilo kateri od teh, ko bi to prevzel, bi verjetno ali bi mi postali samo še neka delovna enota, ki bi poceni delala za njih, ali pa bi mogoče celo samo pobrali naš know-how in bi bili mogoče še neka prodajno-servisna enota, kaj več pa verjetno ne. To pa ni vaš cilj, ne? Ne, to nikakor ne. Je bilo med zaposlenimi veliko zanimanja, bi rekel tako, za prevzemanje funkcij, deležev, investicijo? Ja, pri zaposlenih je zadeva različna. Nekateri predvsem so zadovoljni, da redno hodijo v službo, da imajo redno in solidne plače, kar smo v našem podjetju stalno imeli. Seveda vodstveni kader pa mora imeti vizijo in željo, da se razvija naprej in da postane tudi lastnik, ker če neverjetno tudi vodstveni kader ni ta prav, če te želje nima. Če ne zbeži nekam drugam. Tako je. Če preberemo nekaj teh ključnih, najpomembnejših podatkov, ki veljajo dober mesec, Damjan Burnik in Aleš Jurman sta po novem direktorja v podjetju Siapro. Aleš Jurban je tudi predsednik uprave v podjetju Strojrem na Hrvaškem. Tako je. Renato Pavšič je direktor Siapro Holdinga, to je ta skupina, in tudi novi direktor podjetja Siapro Hydro Power. Marjan Platiša ostaja prokurist ter predsednik nadzornega odbora v podjetju Strojrem, Franci Jezeršek pa zunanji svetovalec. Tako je. Podatki so pravilni. Pravilni. Bila je samo ta varianta, kako smo jo sprogramirali in realizirali, da se je prevzem lahko izvršil samo preko ustanovitve tega holdinga, ki so ga ustanovili teli notranji lastniki. Kakšni so prvi odzivi v poslovnem okolju? V poslovno okolje smo do časa seznanili, mi imamo vsako leto poslovno konferenco, tudi letos smo imeli in mi smo glavne kupce in poslovne partnerje že tudi 2-3 leta pripravljali. Tako da to za njih ni bila neka ekstra novica ali pa bomba iz jasnega. V vašem portfelju sem dobil tudi podatek, da ste lastnik patenta za celo Evropo. Za kakšen patent gre? Ja, to nam je uspelo na področju malih elektrarn, kjer smo uspeli pridobiti patent na cross-flow turbinah z posebnim dotokom vode na cross-flow turbinam, ki nam povečujejo izkoristek turbin. In to je veliko zanimanje v svetu tudi za odkup tega patenta, ampak patent je sicer važen, je pa s patentom pomeni, da začneš v bistvu sprožiš iskanje, kako te bodo skopirali. Pa vendar slišim tudi, da so celo z Japonske, da je prišla delegacija. Ja, z Japonsko imamo že kar nekaj let solidne poslovne odnose, predvsem na področju malih elektrarn in ravno ta patent je bil tisti, ki je k nam pripeljal Japonce pred 3-4 leti. Zdaj se pa kar redno z njimi srečujemo in imamo poslovno relacijo in tudi realiziramo letno kar precejšen del posla. Vlagate v znanje, v razvoj? Ja, brez tega ne gre. Mi smo do nekih 5 let nazaj kot lastniki v glavnem vse vložili nazaj.
imeli smo si lastniki in direktorji majhne plače, vse smo vložili nazaj v podjetje in potem rezultat je bil ta, da smo uspeli razviti neke izdelke, ki nam sedaj dajejo kruh in omogočajo dolgoročno preživetje. Pri iskanju novih poslov pa je pomembno tudi, da imate urejene certifikate po sistemu ISO. Kako je s tem? Ja, to smo skoraj do lanskega leta nekako odlagali. Lansko leto smo se pa intenzivno te stvari lotili in do sedaj smo uspeli pridobiti 5 certifikatov ISO. Imamo svojo lastno certifikacijo CE-ja, tako da podjetje ima vse podlage, da lahko se prijavlja na vse razpise oziroma prisostvuje povsod na projektih. Bi lahko rekli, da je vaše podjetje ta trenutek v dobri kondiciji? Podjetje je v izredno dobri kondiciji. Če ga primerjamo, ne vem, to je 30 let stara punca, ki je pripravljena na vse. V najboljših letih. Tako je. Poslovno okolje, delujete na Mostu na Soči, imate en oddelek, sicer v pisarne, pa tudi v Cerknem. Povejte nam, je cerkljanska prijazno poslovno okolje do investitorjev in poslovnežev? Ja, to ne bi moglo ravno reči, da je prijazna, ker vsak postopek traja ne veš koliko časa. V poslovnem svetu pa vemo, da danes to težko gre. Odločitve je ipak treba sprejemati dovolj hitro in na podlagi hitrih odločitev se lahko potem poslovne priložnosti ujame, če ne pa zbežijo. Za cerkljansko je značilno, da je večina ljudi, zelo veliko zaposlenih na ETI. Težave v tej branži pa pomenijo tudi veliko težav za veliko družin na Cerkljanskem. Kako gledate na to monokulturnost? Ja, naša osnovna strategija našega podjetja je, da bomo dodano vrednost imeli leta 2025 100 000 evrov na osebo, na zaposlenega. Trenutno je to nekje 78 000 evrov. Če nimaš take dodane vrednosti, potem imaš težko zadovoljne delavce, ki bodo lahko prosperirali in normalno živeli v okolju. Tako da tle mislim, da je potrebna, zdaj ne glede na to, kaj je prišlo v svetu, do situacije potreba neka konkreten razmislek, kako zdaj v bodoče, da bodo mladi kadri ostajali pa bodo, če bodo imeli dobre življenjske pogoje. In tudi solidne plače. Seveda, če ne pa ni življenjskih pogojev. Ukvarjate se s hidroelektrarnami, Cerkljanska ima skoraj na vsakem bregu 2 hudournika, 2 potoka. Kakšen je energetski potencial vodotokov na Cerkljanskem? Ja, to je stara zgodba, to smo že 20 let nazaj nekako predvideli, preštudirali. Cerkljanska bi lahko imela nekje okrog 2,5 megavata inštaliranih malih elektrarn, s tem, da ne bi vplivali v naravno okolje, ga ne bi pokvarilo. Vse se da narediti danes tako, da je minimalno obremenjujoče za okolje. Glede na samo politiko občin, prostorskih planov, pa očitno tega ne bomo naredili, ker mislim, da v prostorskem planu je vsa gradnja teh malih elektrarn izločena trenutno. In ravno tako vetrnih elektrarn. Zakaj? Ne vem, meni to ni razumljivo. Leta 1994 in kasneje ste bili več mandatov tudi občinski svetnik. V tistih letih ste dodobra poznali delovanje lokalne skupnosti. Spominjam se vaši projekti, kot so Toplarna Cerkno, obrtna cona, usklajen razvoj izkoriščanja potenciala majhnih hidroelektrarn in vetra, pa termalni center, takrat ste tudi predlagali, vendar ti predlogi niso zaživeli. Ja. Ko se je začela občina Cerkno, smo res z velikim entuziazmom vstopili v ta občinski svet kot svetniki. Predvsem jaz nisem gledal na neko strankarsko pripadnost, ker smo smatrali, da bo občinski svet deloval tako, da bo občina največ imela od tega. Na mojo razočaranje in žalost se je pač to izkazalo, da se je predvsem, da je to postal poligon igranja med političnimi strankami in preglasovanja. In tako sem se jaz potem leta 2000 odločil, da iz tega, bom rekel, se distanciram, ker je bilo to nekako po domače povedano mlatenje prazne slame. Rezultati so pa danes vidni.
Vaši vsekakor, občinski pa tudi. Ja, obojni. Stanje v občini je tako na prvo žogo zaskrbljujoče, ni najbolj rožnato. Kje vidite rešitve? Ja, nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Tako da treba je res narediti ABC prioritete, treba se je lotiti intenzivno, ne stokati, ampak treba je začeti od ADŽ. Kaj je najbolj pomembno pri malih projektih, ampak tiste, ki jih zastaviš, jih moraš realizirati. In potem to potegne s sabo še večjo množico ljudi, sigurno, ko enkrat vidijo, da se to ne bi konkretno o projektih v tem trenutku, ker mislim, da je lahko potegnemo iz 15-20 let nazaj ven tiste projekte, pa jih lahko kar povrt začnemo realizirati. Na območju nasproti tovarne ETA ste bili lastniki večjega zemljišča, kjer bi lahko stala obrtna cona, ki pa ni bila uresničena, ne? Ja, to zgodba je dolga, pa da skrajšam, 2007. leta je J-Inženiring kupil to lokacijo, kjer smo nameravali graditi halo proizvodno. To je bilo takrat obrtna cona, zazidljivo, ki pa je potem čez nekaj časa postalo arheološko nahajališče. In potem smo šele leta 2014 oziroma 2015 uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje. Takrat med tem časom smo pa že kupili drugo stavbo na Mostu na Soči in ta lokacija ni bila več zanimiva. In potem to smo lansko leto prodali enemu lokalnemu podjetju. Med tem časom smo pa to brezplačno ponudili občini, da ima začasno tam postavljen heliodrom. Ki se tudi bojda umika na neko drugo lokacijo. Kakor slišimo. Ja. Povejte nam, kot upokojenec, kakšen je to občutek po 40 letih in več aktivnega dela, vsakodnevnega vpetja v posle dogovarjanja, reševanje kriz? Ste si kaj oddahnili sedaj? Ja, najbolj prijetno je to, ko zjutraj vidiš, da nimaš na plečih onih 70-80 zaposlenih. Drugo je to, da se počasi prilagajam, da jutranji urnik premaknem na novo uro, da ni več tako zgoden. In seveda zdaj je več časa za domače, za družino, vnuke in tako dalje, ker ga prej res ni bilo veliko. Tudi ob tej priliki, če ne bi bila odzadaj familija, žena, ki je sama v glavnem skrbela za otroke, verjetno ne bi danes bili na tem mestu, kjer smo. Vaša zgodba je pravzaprav tako recimo filmska zgodba iz domače garaže z dobro idejo do velike mednarodne skupine. Ja, v bistvu dejansko tako je. Zdaj smo praktično po celem svetu prisotni, razen v Avstraliji. Drugje pa smo že povsod nekaj naredili. Se odpravljate v deželo kengurujev? Mogoče mladi rod. Jaz mogoče jim lahko samo kaj pomagam. Vaši nasveti znajo biti tako zanimivi, ne? Ja. Mlada moč in stare izkušnje verjetno je pravi rezultat. Franci Jezeršek, jaz vam čestitam za to pogumno življenjsko odločitev, za menjavo lastništva, in tudi za ta model, ki ste ga sedaj uveljavili, da so zaposleni postali lastniki. Želim vam vse dobro in uspeh podjetju tudi vnaprej. Ja, hvala lepa vam in tudi vso srečo našim novim lastnikom, da tako rečem, in vodstvu podjetja SEA Pro. In upam, da bomo imeli čez enih 5 let spet en podoben intervju, ampak ne jaz, kdo drug, da bo predstavil nove uspehe. Vsekakor dobrodošli v našem studiu. Hvala za ta pogovor. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.